Dober dan, to je N1 studio. Redke pozitivne plati avgustovske vremenske katastrofe so bile zagotovo neverjetna požrtvovalnost vseh gasilcev in drugih, ki so tvegali življenja in pred daročo vodo reševali ljudi. In pa pregovorna solidarnost Slovenk in Slovencev, ki so spet stopili skupaj in pomagali drug drugemu, tako s svojimi rokami, kot tudi z denarjem, ki so ga zbrali ogromno. Še posebej veliko so ga zbrali za mengeškega gasilca Sandija Zajca, ki je postal simbol herojstva gasilcev, ko je reševal otroke iz vrtca, medtem pa je poplavilo in uničilo hišo, v kateri je živel. A se je nepričakovano zapletlo, denarja še nima, pojavile so se anonimke in obtožbe, zaradi zasebnih težav so se v dogajanje vpletli celo odvetniki in za nameček obrambni minister. No, potem pa je bil Zajc sinoči še začasno izločen iz operative. Kako zdaj naprej, kako oprati madež z gasilstva in kar je ključno za javnost, kaj bo 100 tisoč evrov, ki so jih zbrali dobri ljudje, kako bo v tem in morebitnih podobnih primerih ravnala Gasilska zveza Slovenije. Z nami v studiu je njen poveljnik Zvonko Glažar. Dober dan, dobrodošli. Dober dan, želimo. Prek povezave pa je z nami tudi namestnik poveljnika prostovoljnega gasilskega društva Mengeš Primož Jagrič. Lep pozdrav tudi vam. Pozdravljeni. Sandi Zajc do nadaljnjega, dokler se ne dogovori z nekdanjo partnerko, izjav ne daje. Pa začniva kar midva, gospod Jagrič. Sinoči ste imeli v Mengšu kar 2 sestanka, najprej operative in potem še upravnega odbora. K operativi in začasnemu suspenzu gospoda Zajca še pridemo, najprej pa o delitvi zbranega denarja. Pred 1 uro ste iz PGD poslali podrobnejša pojasnila, kaj vse se je dogajalo s tem denarjem od avgusta do danes. Nas lahko prosim popeljete skozi to dogajanje? Pred 1 uro smo, se pravi v PGD Mengeš, dali izjavo za javnost, tako da bo javnost seznanjena, kaj dejansko se dogaja v zvezi s tem denarjem od vseh upravnih odborov, ki so bili sklicani s tem namenom. Notor je tudi natančno opisano dogajanje, tako da je zadeva vidna. Pa zakaj se je toliko cajta ali pa zakaj se toliko časa vleče že ta zadeva in potem vsa ta medijski pomp v preteklem vikendu, ki je bil in je vrgel dejansko slabo luč na PGD Mengeš. In seveda tudi naši bralci, gledalci si lahko vse te podrobnosti preberejo na naši spletni strani n1info.si v ločenem članku, ampak vendarle, to, kar ste zadnje omenili, večina denarja je bila zbrana že praktično avgusta. Zakaj je od poplav minilo skoraj 2 meseca, da ste se v društvu začeli sploh pogovarjati o tem? Sejo upravnega odbora ste imeli 2.10. Torej, kaj z donacijami in tako naprej? Zakaj je trajalo toliko časa? Ja, tako je. Seja upravnega odbora je bila prvič za ta namen sklicana 2.10. Za sklic seje upravnega odbora je odgovoren predsednik društva in takrat je bil verjetno ta pravi čas, da je to sklical in smo se začeli o tem pogovarjati. Sej kle ni niti zdaj verjetno problem, ali bi bilo to prej ali ne, ampak pač bila so razna, bom rekel, nestrinjanja v začetku, kako kaj, tako da smo mogli dejansko tudi, glede na to, da nismo strokovnjaki, kako toliko denarja razpolagati, na kakšen način vprašati tudi pravnike oziroma pridobiti neko pravno mnenje, da bi zadeva bila zakonita, tako kot mora biti. In kaj so vam povedali? Najprej so, se pravi, v prvem, se pravi letos je bil to drugi upravni odbor, ampak prvi za ta namen, smo se soglasno odločili, da teh prvi znesek, ki je bil namenjen Sandiju Zajcu, ni problematičen, da se njemu to nakaže. Namen, se pravi, oziroma drugi znesek, kjer pa ni bil viden namen, je bil pa sporen, da bi se kar nakazoval in je Sandi Zajc želel pač vpogled v ta nakazila. Prišli smo do deljenih mnenj, kdo ima se pravi pogled v ta nakazila. Nekatera mnenja so bila, da to lahko vidita samo računovodja in pa predsednik, drugi, da lahko to upravni odbor, zato smo zaprosili za mnenje pravnika. Kasneje smo tudi na podlagi, se pravi v nadaljevanju drugih upravnih odborov smo tudi sprejeli sklep, da se pridobi mnenje banke najprej, ali lahko sploh vidijo v te skrite namene
oziroma v namene, ki so bili skriti, a ne. Zdaj jaz ne poznam delovanja bank, ampak nekje se nameni ali zgubijo ali skrijejo, to bodo bolj iz bank znali razložiti, kako pa kaj. In so nam z banke odgovorili, da bodo pač naredili poizvedbo namenov, če so vidni, in na to je bil tudi v eni izmed naslednjih sej sprejet sklep, da ko bomo to videli, bo Sandi ta denar tudi prijel, če bo pač njemu namenjen. Na zadnji seji, se pravi en teden nazaj, 7.11., je bila pa na seji prisotna tudi bivša partnerka Sandija z svojo odvetnico in pa Sandi s svojim odvetnikom, in pa mi smo imeli pravno mnenje glede samih nakazil. Mnenja so si bila dejansko zelo podobna, se pravi, da tle ni sploh sporno, ali se nakazilo nameni Sandiju Zajcu ali ne, kar smo dejansko že cel čas trdili. Govorimo o znesku, kjer je bil namen viden za Sandija Zajca. Ta drugi del, ki če čakamo, kakšen je namen in pa ne, tisti pač ne moramo še prenakazati. Potem pa je, se pravi, bivša partnerka Sandija in njena odvetnica sta predlagali, da če je možno, da bi se sredstva oziroma nakazilo zamrznilo za 14 dni do naslednjega upravnega odbora, to bo čez en teden. Zaradi tega, če se lahko oni v vmesnem času mogoče nekako se pravi, sporazumejo o delitvi teh sredstev glede procentualnih, to bosta imela, to je pač osebno, v to se mi niti ne moramo vtikati. S tem se je strinjal tudi Sandi Zajc in njegov odvetnik, mi kot upravni odbor pa smo sprejeli sklep, da se za ta čas zamrzne nakazilo. Čez en teden imamo upravni odbor in ne glede na rezultata se bodo dogovorili ali ne, bodo sredstva potem tudi nakazana, kar je nesporno. Na tej točki, kar povete. Na tej točki seveda morda velja pojasniti, da z namenom za Sandija Zajca je prišlo nekaj več kot 280 000 evrov brez namena, torej direktno na PGD Mengeš, ne za Sandija Zajca, ampak kot rečeno, brez namena pa 232 000 evrov. Zdaj pa seveda vprašanje za vas, gospod Glažar, ne? Kako v Gasilski zvezi gledate na to celotno zadevo? Vpleteni so odvetniki, krožile so anonimke, obtožbe, še preden so bile znane vse podrobnosti, se je vmešal še obrambni minister Marjan Šarec. Mengeški gasilci se zdaj v današnji izjavi, ki sem jo omenil, celo opravičujejo vsem kolegom, tako prostovoljnim kot poklicnim. V Gasilski zvezi Slovenije na ta dogodek gledamo z bolečino v srcu. Govorim v imenu vseh 172 000 prostovoljnih gasilcev v slovenskem prostoru. Ni prijetno slediti tem danes svežim informacijam. Zagotovo pa Gasilska zveza Slovenije v tem delu, ki ga prej kolega Primož predstavil, ne bomo nič in spoštujemo njihovo odločitev. Predvsem tudi zaradi tega, kaj ti sledijo nekako pravnim svetom, finančnim svetom in ne naredijo v svoji hiši, kot si pač bi naredil vsak dober gospodar. Dnevno naši prostovoljni slovenski gasilci intervenirajo nekje na 63 društev. Je vsak dan na intervenciji. Govorimo o prostovoljnih gasilskih društvih. To so intervencije, ker tudi rešujemo življenja, delamo težka dela, pa se o tem zelo malo pove, pa se tudi čisto dovolj. In zelo boleče je danes v teh dneh, v teh urah, ko naši prostovoljni gasilci morajo poslušati te zgodbe, ki dajo negativni preznak vsem tistim, ki želijo pomagati. Zdaj, Sandi Zajc seveda zanika vse obtožbe, ki so se pojavile na njegov račun v teh dneh, tudi tiste iz anonimke. Seveda na tej točki treba jasno povedati. Javnost nima nikakršne pravice vedeti, kaj se dogaja v njegovi zasebnosti, kakšne težave ima doma. To absolutno ni predmet javnosti. Je pa predmet javnosti to, kaj bo s temi sredstvi, ki so jih množično ljudje donirali, tako na PGD Mengeš, kot tudi na PGD Mengeš z namenom za Sandija Zajca, in vse, kar on zahteva, pravi, je transparentnost. Ali je mnenje Gasilske zveze, da ima gasilec Sandi Zajc pravico do vpogleda vsa zbrana sredstva, tudi tista, ki niso prispela izrecno nanj, torej brez namena in pravno formalno pripadajo PGD Mengeš? Videli smo, da so tu dejansko prosili še za pravno mnenje. Kakšno je tu mnenje Gasilske zveze?
Sredstva so v gasilsko društvo Bengeš prišle z nekim namenom. Namen je bil vekovečen in celota Slovenija je poznala zgodbo Sandija Zajca in verjetno tudi so Slovenci darovali v ta namen. Še enkrat torej ponavljam, da o tem ne društvo samo presoja. Društvo je zasebnega prava in ima vso pravico, ima vse organe odločanja, ima svoj statut. Vkolikor pa torej društvo potrebuje kakšnokoli pravno pomoč in tega tudi so se že posluževali, da torej imajo tudi podlage in poiščejo pomoč tako v pravu in pa v financah, je to njihova pristojnost. Želimo pa Gasilski zvezi Slovenije, da se zadeva naredi transparentno, da se uspešno konča, da prije jutrišnji dan, ko zasije sonce, da pozabimo na torej to zgodbo, ker ti čakajo nas nove izzivi, ampak nič ne sme biti narejeno v tej smeri, da bi torej bil kdo oškodovan. Gospod Jagrič, kako bo ta sredstva gospod Zajc zdaj porabil, torej za eno ali za drugo hišo, zakaj točno, to pa ni stvar PGD Mengeš, če prav razumem. To tudi jaz nisem ta prav naslov za odgovarjati. Verjetno ima že kakšen plan oziroma ga nima, to se bo odločil sam in predvidevam, da je najbolj, da to njega vprašate. Bi se pa še enkrat mogoče navezal na gospoda Glažarja. Ja, absolutno, mi bomo transparentno to naredili. Denarja ne mislimo zadržati zase, kakor so že nekateri komentarji, da hočemo goljufati in državljane in Sandija in kjergakoli. Nikoli ni bil to naš namen in tudi v tem primeru ne bo to naš namen, zaradi tega, ker pač želimo samo narediti, da bo stvar jasna. Zdaj, zakaj? Zaradi tega, če nekega namena ni, mi ne moramo tega denarja kar nakazovati. Če bo pa namen Sandi Zajc, pa tle sploh ni debate, zakaj ne bi tega denarja dobil. Pa mogoče se navežem še na prejšnjo govor gospoda Glažarja. Pravi, slovenski gasilci in gasilke, ja, vsak dan posredujemo na veliko intervencij in tudi mi smo v tej naši izjavi za javnost eno izmed njih med poplavami omenili. Marsikateri gasilci so glih tako utrpeli škodo na svojih stanovanjih, hišah in podobno, domovanjih in so ta čas fejs delali, se pravi, pomagali ljudem. Tako da ni bil to on edini, tudi konec koncev čisto v bližini, v Kamniški Bistrici so gasilci izgubljali hiše, pa so pomagali na intervencijah. V Savinjski dolini so izgubljali hiše, pa so pomagali na intervencijah. In konec koncev tudi v našem društvu so bili tudi drugi gasilci poplavljeni, pa so pomagali. Ne? Ampak ja, Sandija so mediji nekako izbrali za obraz teh poplav in je pač mogoče zdaj tudi toliko bolj razpoznavna tema, ali pa kakor bi temu rekel, v tem času. Tako da sem tukaj, da vsi gasilci smo delali, ni samo eden ali pa nekdo, tako da ne bo narobe. Absolutno in to lahko iz prve roke potrdim, ker sem bil v tistih dneh na terenu in bi se želel na tem mestu absolutno zahvaliti vsem gasilcem, ki so sodelovali z nami, mediji, da smo posredovali točne informacije, da so nam ponudili kavo, čaj, hrano, če smo morda lačni, skratka, karkoli smo potrebovali, smo od gasilcev tudi dobili in zato velika zahvala tudi z naše strani. Gospod Jagrič, minister Šarec zdaj celo pravi, da bi bilo najbolje, da v tej zmedi ljudje, ki so donirali, dobijo denar nazaj. Zdaj, a je to sploh mogoče? Ste to možnost vi preverjali? Mi smo to možnost preverjali. Denarja mi vrniti ne moremo. Se pravi, gospod Zajc se mora strinjati z vračilom, razen če se bo pač nekdo odločil, da želi ta denar nazaj in mu ga nakazal osebno, se bo mogel Sandi pač strinjati, ja, lahko to naredimo brez njega dogovora s Sandijem Zajcem, pa pač to ne bo možno. Tako da. Gospod Glažar, kako pa vi vidite to vmešavanje ministra? Celo sam je priznal, da je v bistvu skočil in objavil Facebook zapis, še preden je v bistvu imel vse podrobnosti. Nanj se je obrnil Sandi Zajc, povedal, da ni dobil niti evra in potem je Šarec, bom rekel, po domače izletel na Facebooku in objavil ta zapis, preden bi poznal vsa dejstva. Kako vi gledate na to? Je s tem povzročil dodatno škodo v bistvu v tem odmevnem primeru? Slovenski gasilci delamo tradicionalno, tudi zaradi tega mogoče včasih bolj počasi, ravno v takšnih primerih, ko treba nagovoriti javnost o pravilnih informacijah. Je pač to izjava gospoda ministra z velikim spoštovanjem. V vsakem primeru, pa še enkrat želim poudariti, vse bomo naredili za to, da
slovenska javnost, vsi tisti Slovenci, ki so torej donirali v gasilsko društvo Mengeš in še kam drugam, te sredstev je kar nekaj, in tudi razna gospodarski subjekti, da bodo ohranili to zaupanje do slovenskih prostovoljnih in pa poklicnih kolegov. Denar vračati verjetno malo težje, ampak v vsakem primeru bodimo prosto to, kar imamo. Niste pa seznanjeni, da bi se še v kakšnem drugem gasilskem društvu prostovoljnem v Sloveniji kaj takega podobnega dogajalo, da bi bile pač neke težave z donacijami? Poznamo te primere iz slovenskega prostora gasilstva, ponekod so darovali dotično za hišo, ime, priimek, ali to v finančni obliki, ali pa tudi kakšni materialni, predvsem pa torej za tisto pomočjo in tudi z objemom je že bilo v nekaterih primerih kar dovolj. Ni bilo primera ne v tem dogodku, in pa tudi v prejšnjih, katere kar imamo nekaj že za sabo, da bi bilo kjer kakšnekoli težave. Ali v Gasilski zvezi zaradi tega dogajanja morda razmišljate o spremembi pravil pri donacijah? Boste to predlagali komu? Donacije so predmet ne gasilske službe, ampak predmet drugih organov nadzora, tako financ in pa prava v našem prostoru. Prav je, da se v takšnih situacijah je potrebno podučiti in vsako društvo, vsaka gasilska zveza in pa drugi bi torej morali stopiti tukaj bolj premišljeno. Ampak kdo bi torej pričakoval kaj takšnega? Tukaj govorimo zdaj o zgodbi, ki ima žalostno ozadje in pa globino, vkolikor tega ne bi bilo, po mojem, tudi teh raznih razprav in pa teh ur neprijetnih današnjega dne ne bi bilo. Da. Še tole, gospod Jagrič, zakaj ste sinoči na sestanku operative gospoda Zajca začasno izključili iz operative? Začasno smo ga suspendirali, ne izključili, in pa zaradi tega 5.11. je bila intervencija, kjer se je vodja enote, vodja vozila odločil, da mora Sandi zapustiti vozilo. Sandi tega žal ni naredil in je s tem dejansko kršil povelje oziroma ukaz vodje enote, in smo potem z 35 glasovi, se pravi z vsemi glasovi, ki so bili takrat prisotni na operativi, potrdili, da je trenutno suspendiran, če temu tako rečemo, iz operative, dokler se ne razreši, ali je kršil res povelje ali ne. Tudi vprašanje smo poslali na Gasilsko zvezo Slovenije. Poveljnik ga je poslal glih nekaj minut pred našo oddajo, tako da verjetno gospod Glažar še ni do njega prišel, tako da ne bo kle nesporazuma, ravno glih dober je bil poslan, tako da smo za mnenje pač vprašali Gasilsko zvezo Slovenije, kaj oni v tem primeru mislijo. Nikakor pa ni to povezan z, ne vem, z zadnjimi dogajanji ali pa kakorkoli, ker se že nekatere komentarje beremo po spletu in so tako dost na osebni nivo se spuščajo, kar je pa dost psihičnega pritiska na določene osebe. In to pa nikakor nočemo, tako kot ste že prej omenili, osebne stvari niso za v društvo, prav tako tukaj niso osebne stvari za perilo v tem primeru, na ta način. Da, je pa bilo to vendarle moje naslednje vprašanje, a je on takrat dobil povelje, da naj ne hodi zraven, torej naj zapusti gasilsko vozilo in ne hodi na intervencijo. Je bilo to povezano s tem, kar se je dogajalo okoli donacije, ali je bil kakšen drug razlog? Najverjetneje je prišlo vse skupaj zaradi nekega nezaupanja, ker pač večina operative trenutno nima nekega zaupanja v gasilca, glede na to, da je prišel s pravnikom proti društvu, in je verjeten bil vzrok tudi to. Ne moram pa trditi, ker pač tak na tej intervenciji mene ni bilo, ali je bil to vzrok, ampak verjeten je bil povod tudi to. Moramo vedeti, da pač v gasilstvu velja, se pravi, moramo zaupati en v drugega. Čist primer bom dal, poveljnik bo rekel nekomu, pojdi stat na trojaka, on bo pa vzel dihalni aparat in šel gasiti požar v hišo. To je čist neskladje, nezaupanje in v tem primeru je pač treba neko zaupanje ohraniti za to, da lahko dobro funkcioniramo. Lahko, da je povezan, ne moram trditi, da ne moram pa reči, da ja, to je pa čist stvar vodje enote, ki je takrat to odločal.
Gospod Glažar, zdaj, kot rečeno, par minut nazaj ste v bistvu to šele prejeli na zvezi, tako da se seveda tega, kar so vam poslali iz Mengša, še niste mogli prebrati, ampak vendarle, zdaj mengeški gasilci v zvezi s tem primerom čakajo mnenje zveze. Ste se sploh že kdaj srečali s kakšnim takšnim primerom, da boste morda vedeli, kako ravnati, kako boste ravnali? Prej smo govorili o finančnih transferih, pa o teh delitvi sredstev. To je tematika, ki bodo zagotovo odlično rešili v gasilskem društvu Mengeš. Ko pa govorimo o pravilih gasilske službe in pa delovanje operative, pa ima gasilska beseda strumno in pa odgovorno besedo. Poveljnik enote oziroma vodja intervencije te enote ima veliko odgovornost. Odgovorni je torej tako, da strokovno izpelje torej nalogo, odgovorni za svoje ljudi, za opremo in pa samo taktiko. In poveljnik enote, vodja enote ima kar nekaj dolžnosti in pa tudi pravice. Pravico torej ima tudi izbirati člane tedanje operativne enote. Komot lahko se odloči, da kakšnega ne vzame zraven, iz kakšnih pa drugačnih razlogov, torej da reče tudi ne. Ampak tako kot je rekel ne, v tem trenutku mora potem, ko je konec intervencije, čez dan, dva, tega kolega povabiti v svoje vrste, obvestiti nadrejenega in torej mu povedati, obrazložiti, zakaj v tem primeru ni bil povabljen v operativno vozilo. V slovenskem prostoru vsak operativni gasilec je dobrodošel. Vsakega krvavo potrebujemo, še posebej v naslednjih desetletjih. V tem primeru, torej če je bil ne, tudi je prav, da druga stranka postopkov ve, zakaj ne. Da se lahko potem izboljša. Kot pa sem dejal, vodja je odgovoren za vse, tudi za svoje ljudi. No, ampak to je vendarle, se ne dogaja najbrž prav pogosto, da nekdo ne upošteva direktnega povelja nadrejenega po hierarhiji v okviru intervencije. Zelo redko, ali pa kar nemogoče se torej to zgodi. Torej to, kot ste rekel, se ne dogaja. Na drugi strani imamo več mogoče primerov, da vsak posameznik, operativec, ima dolžnost, da sam pove svoje vodje enote, danes pa jaz ne bi šel na intervencijo, ker se ne čutim usposobljenega, zdravega ali pa primernega. Takšne primere imamo. Torej govorimo o tisti dobri praksi in odgovornosti vsakega posameznika. Primeru, da pa vodja intervencije reče, da ne smeš, tudi so lahko. Tudi če pogledamo v poklicni sestavi, torej, kjer je v nekem trenutku več gasilcev na voljo, se vodja izmene odloči, katera ekipa bo šla. Manjši oddelek, večji oddelek, zavisi od obsega in pa vrste nesreče. Se dogaja v poklicnih enotah in tako se tudi dogaja v naših prostovoljnih enotah lahko, da se posameznik, vodja enote, odloči, kdo torej bo, kdo pa ne bo šel. Pa so prav ravnali v Mengšu, da so ga začasno suspendirali iz operative? V tem primeru so se tako odločili, tako je tudi potem so obvestili nadrejenega, tako so se odločili operativci, poveljnik je zagotovo imel temu tehne razloge, katere pa mi tudi ne vemo, zakaj so ti razlogi. Še enkrat poudarjam, prav je, da v tem primeru Sandi ve, zakaj ni bil, oziroma zakaj je bil ukaz, da naj ne gre zraven na intervencijo. A ve gospod Jagrič, gospod Zajc, zakaj se je to zgodilo, kot pravi gospod Glažar, da mora to vedeti gasilec? Ja, po sami tej intervenciji, ko so se gasilci vrnili nazaj, je poveljnik povabil, se pravi, je vodja te enote povedal zadevo poveljniku, kaj se je zgodilo, jih je povabil v operativno sobo in so se pogovorili. Zdaj, kakšen pogovor in zraven je bil še, takrat je bil zraven še podpoveljnik, in so se o tem pogovarjali, verjetno so mu razložili, mene tam ni bilo zraven, tako da o tem točno, kaj so se pogovarjali, ne moram komentirati, ampak mislim, da so pa mu povedali. Mogoče samo še to za konec, gospod Glažar, zdaj zaprošeni ste za mnenje strani PGD Mengeš. Kakšne možnosti imate? Kaj lahko v bistvu vi kot zveza odgovorite, lahko kaj predlagate, pričakujete, kaj? Mnenje Gasilska zveza Slovenije na področju financ se ne bomo. Tukaj imajo svoje rešitve, svoje mehanizme, inštitucije. Ko pa govorimo o tem ukrepu, smo pa v Gasilski zvezi Slovenije pripravljeni stopiti nasproti, da smo prvič bili uradno obveščeni, kaj se dogaja, ampak tudi to preko medijev. Lahko za svojimi inštitucijami, tudi mi imamo organ, kateri se imenuje arbitraža,
To je organ, ki je sestavljen tako iz strokovnjakov iz področja prave in v isti osebi tudi iz področja gasilstva, kot torej lahko nekako presojamo, ali so bili postopki pravilni ali pa tudi ne. Vse želimo narediti tako, da se zadeva pomiri, ni tako strašanska, ko govorimo glede tega povelja in pa ukaza, da se iz tega tudi nekaj naučimo in da to potem postane hitrejši odgovor, vkolikor bo do tega prišlo v drugih sredinah slovenskega gasilstva. Nimate pa vi nekih direktnih vzvodov, da vi, ne vem, dokončno, trajno suspendirate nekega gasilca iz operative, to lahko stori samo društvo, ne? To lahko naredi društvo, katerega član je ta operativni gasilec. Rekli ste pa še tole morda za konec, gospod Jagrič, ostaja gospod Sandi Zajc seveda član prostovoljnega gasilskega društva Mengeš, lahko pa tudi brez tega ostane, če tako odloči občni zbor. Ja, Sandi Zajc še zmeraj ostaja član prostovoljnega gasilskega društva Mengeš. Če se bo on sam odločil kako drugače, kasneje pač se bo odločil, pa na občnem zboru se ga lahko pač z večino, mislim, da razrešeno. To bi mogel pa pravila točno preveriti, ampak mislim, da je temu tako. Mogoče bo gospod Glažar kaj več vedel o samodelovanju le tega. Lahko vi poveste? Ja, v tem postopku se je treba naslanjati na statut gasilskega društva. To je statut, krovni dokument, katerega vsako društvo ima svojega in tam so ti postopki praviloma tudi zapisani. Kaj so razlogi za izločitev, ne? Dobro, bomo seveda zadevo spremljali, obenem pa seveda izražam upanje, da se ta madež čim prej izbriše, zakrije in da nekako vendarle v kolektivni zavesti Slovenk in Slovencev gasilci ostanete kot nekaj pozitivnega, ker to vsekakor ste. Hvala lepa, gospod Glažar, za vaše gostovanje v studiu in seveda hvala tudi vam, gospod Jagrič. Ko sem še jaz zaključno misel. Ja, kar izvolite, ja. Ja, jaz se strinjam s tem, kar ste vi rekli za dobro ime gasilstva. Iz tega namena sem se jaz včeraj že pojavil na televiziji, danes se pogovarjam z vami, ker bi tudi jaz rad opravil, ali pa ne sploh opravil, ker nimam kaj proti, ampak pokazal, da ni nikoli bil namen kakšna slaba stvar. Tudi ti ljudje, ki so vse donirali v dobri veri, bodo bili seznanjeni z vsem denarjem, kam bo šel in ne bo nobenega dal v žep. Tako da samo dobro hočemo, ampak narediti tako, ko je transparentno, da bo transparentno, ne pa nekaj nezakonitega. Zato to toliko časa traja. To je pa z moje strani. In da bo gasilstvo še zmeraj veljalo za neko dobro ime, ne pa da bi ga blatali. Delač od tega. Ko ste že ravno to rekli, imam potem kratko podvprašanje. Bodo vsi tisti, ki zdaj v teh dneh Sandija Zajca sprašujejo, ker so nakazali in ga sprašujejo, ali je dobil denar ali ne, bodo lahko izvedeli, kje je končal v bistvu njihov denar, ali pri njem direktno ali pri PGD Mengeš. To bodo ljudje lahko vedeli. Absolutno, ko bomo mi vse te podatke imeli, za kakšen namen je bil kakšen denar, govorimo o drugem znesku, nakazan, bo Sandi to dobil in jaz mislim, da tudi ne bo noben problem, če bomo neko izjavo napisali oziroma na našem socialnem omrežju, tako ko smo začeli zbiranje teh sredstev, tudi napisali, da so bila sredstva in koliko sredstev nakazanih Sandiju oziroma kakorkoli se bomo pač na naslednjem upravnem odboru zmenili. Te težave nimamo, zaradi tega, ker res želimo pokazati ljudem, da nismo hoteli nič slabega, ampak samo zakonito društvo, se pravi v dobro društva narediti, da ne bi nezakonite stvari delali. Oziroma pač, da naredimo transparentno to tako, kot si želi Sandi Zajc. In to bomo tudi naredili, tule ni nobene bojazni sploh. In o tem bomo seveda poročali tudi na n1info.si, ker bomo seveda spremljali tudi upravni odbor PGD Mengeš prihodnji teden. Za danes pa, kot rečeno, najlepša hvala, gospod Jagrič, tudi vam in srečno. Hvala, ja, srečno, nasvidenje. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Kot rečeno, o vsem skupaj, kako se bo zadeva razpletla, upamo, da čim bolje, vas bomo sproti seznanjali na n1info.si. Iz studija pa le še lep pozdrav in nasvidenje.